jaz sem mogla tudi 3-krat pogledati, da sem bila tako, a to je res umetna inteligenca. Zakaj je danes težje ločiti informacijo od mnenja kot pred 10 leti? In kdaj ste vi nazadnje delili objavo, ne da bi preverili, ali je resnična oziroma ali sploh drži? Danes živimo v času, ko se, predvsem na Facebooku, novice širijo hitreje kot preverjena dejstva in jim pogosto verjamemo brez premisleka. Ali sploh še znamo ločiti informacijo od manipulacije in pa ali nas način delovanja družbenih omrežij neopazno vodi k vsebinam, ki niso nujno najbolj točne? O tem, zakaj so dezinformacije, manipulacije, fake news in tako naprej tako uspešne in kaj lahko mi kot uporabniki naredimo drugače, se bom danes pogovarjala z Nino Rozman, urednico Razkrinkavanja iz preiskovalnega medija Oštro, diplomantko novinarstva in študentko magistrskega študija tržnega komuniciranja in odnosov z javnosti. Nina, lepo pozdravljena. Živijo. Nina, kar takoj na začetku bom vprašala, vem, da že ta tema oziroma nepreverjene informacije, manipulacije, dezinformacije so v zadnjem času zelo v porastu. Ampak zanima me tisti prvi začetki. Kdaj si jih ti opazila v Sloveniji, da je res prišlo do nekega razmaha? Po moje, jaz sem itak že, odraščala v tej dobi družbenih omrežij in bom rekla, da recimo sem že opazila neke različne neverodostojne informacije, ko sem bila samo še zgolj uporabnica, nisem imela še nič novinarskega znanja ali pa recimo komunikološkega. Potem pa seveda, ko sem prišla na faks, smo se o tem pogovarjali tudi pri različnih predmetih ali pa vse omenili, da pač danes ni vse, kar se objavi, ni temu za verjeti. Se recimo tudi verjetno že prej ni bilo, ampak v tej dobi družbenih omrežij in po resničnosti je pa treba biti še toliko bolj pozoren na to, kaj se objavi, kje se objavi in kdo to objavi. Tako da bi rekla, ja, potem na faksu in seveda, ko sem začela delati na Oštru, se mi je ta nek čud za to, kaj je dezinformacija in koliko tega je pri nas bolj razvil. Ampak ti si prve, te bom rekla, novinarske izkušnje pridobila v drugem mediju. Si tudi tam že imela kakšne stike s temi preverjanji ali v bistvu kot novinarka si tam začela? Ja, prve neke novinarske izkušnje recimo sem dobila na praksi, ko sem bila v sicer kratek čas, časopis Dnevnik. Moram pa reči, da takrat je bilo moje delo je bilo odmaknjeno od dezinformacij, je šlo vseeno za neko tako bolj klasično novinarsko poročanje, je pa tudi takrat že urednik pač vsaj to, da te usmeri pri recimo vsebinah oziroma ko pišeš članek, kje najti informacije in pa na koga se obrniti. V bistvu, da neke, bom rekla, take tiste klasične pristope novinarske napoljuješ. Ja. Kdaj si se pa odločila, da boš začela delati na Oštro? Zakaj Oštro? Vseeno že ime pove, da je malo bolj ostro. Na faksu smo imeli v času, ko smo imeli neke te praktične vaje z novinarstva, smo imeli tudi eno nalogo, da naredimo članek o preverjanju dejstev. Jaz sem takrat to pač čistko zaradi naloge si izbrala eno trditev, jo preverila in pač potem ugotovila, da ni čisto tako, kot je bilo tam napisano v praksi, oziroma če pogledamo to trditev v nekem širšem kontekstu. Zdaj točno se ne spomnim, o čem se je šlo, ampak spomnim se, da pač sem ugotovila po preverjanju, da se informacije, ki so bile tam podane, mogoče ne ujemajo z dejstvi. In potem je bilo to zelo všeč. Spomnim se, da sem bila ena redkih takrat v razredu, ki mi je bilo pač to všeč, mi je dalo nek zagon. In potem sem prek tega tako odkrila Oštro in šla na razgovor in začela delati tam. In še vedno sem na Oštro. Nina, zanima me, potem si šla na Oštro. Kako je nastal Oštro in kako je začel zapolnjevati to vrzel v medijskem prostoru?
Ja, Oštro je Center za preiskovalno novinarstvo v Jadranski regiji, ki je nastal marca 2018 iz nekega zavedanja, da se prostor za kakovostno novinarstvo v Sloveniji, pa tudi v njeni soseščini, nevzdržno krči. Nastal je zato, da ohranjamo kakovostno novinarstvo, strokovno novinarstvo in pa neodvisno novinarstvo in pa tudi, da se izobražuje bodoče generacije preiskovalnih novinarjev, kar se je pa potem začelo izvajati z ustanovitvijo projekta Razkrinkavanje, ki je pa nastal leta 2019, se pravi 1 leto po ustanovitvi centra, na katerem sem se v bistvu tudi jaz začela uriti v preverjanju dejstev in potem kasnejšem novinarskem preiskovalnem delu. Tako da ja, inkubator še vedno deluje in izobražujemo generacije prihodnjih novinarjev. Kako velik je Oštro, kako ekipo ima? Ker mislim, ko gledaš te prispevke, vseeno zahtevajo kar veliko časa, da lahko zgodbe res preveriš, pa potem daš tudi v javnost. Oštro deluje z majhno ekipo, ljudje, ki delamo v inkubatorju, nekaj jih je zaposlenih, veliko je tukaj seveda študentov, ki se še učijo. Majhna ekipa je, manj kot 20, bi rekla. Če se pogovarjamo s starejšimi novinarskimi kolegi, vsi so rekli novinarstvo. To ni poklic, to je življenjski stil. Jaz bi dejala tudi, bi se še kljub tem razlikam časovnim, mislim, da to še vedno velja, da novinar ko ti to zleze pod kožo, ne moreš več stran od tega. Me pa zanima, kako je pri tebi. Kako imaš ta odnos do novinarstva, pa tudi me zanima, kako poteka en dan novinarke Oštra. Ja, odnos do novinarstva verjetno je drugačen kot od starejših kolegov, ker smo odraščali, oziroma sem jaz odraščala v nekem drugem svetu, v drugih okoliščinah, ki so tudi vplivali na to, kako gledam na svet in kako gledam na svoje delo. Zdaj, kako poteka moj dan, okoli 9 ure pridem v službo, imamo sestanek 2-krat na teden, o katerem se pogovorimo, kaj bomo delali, katere trditve bomo preverjali. Tukaj moram poudariti, da trditve zberemo naključno, pri nas nima noben protekcije, se pravi, gledamo različne medije, različne, objave na družbenih omrežjih, tudi recimo razprave v Državnem zboru, tako dalje. In potem se v bistvu na teh sestankih dogovorimo, katera trditev je primerna, ker nekatere trditve se dajo preveriti, druge ne, odvisno od konteksta in od informacij, ki jih vsebujejo. Potem se odločimo, vidimo tudi, da bomo s tem, ko bomo preverili neko trditev, zasledovali javni interes in razdelimo delo. Se pogovorimo, koga bomo kontaktirali, kdaj, kje lahko informacije pridobimo, če jih pridobimo sami. In potem pri nas je tak proces pisanja, nimamo tega tradicionalnega novinarskega, da bi rekli, da to mora biti zdaj narejeno čim prej, pa da bomo mi prvi objavili in bomo mi najboljši. Si vzamemo čas, res gre čez ta rigorozen proces preverjanja. Spravi, nekdo nekaj napiše, študent, drug zaposleni oziroma novinar. Potem jaz kot urednica teh razkrinkavanja ali pa Žan, ki je moj namestnik, to preverimo, pogledamo, damo popravke. Potem pa gre ta tekst, ko gre čez najine popravke, še k odgovorni urednici, ko ga še ona pregleda, da svoje komentarje, popravke. Potem gre ta čez proces urejanja in na to ga dobi še lektor, ki še slovnično popravi stvar, čeprav mi že med samim pisanjem si pazimo, da smo res tako jezikovno natančni in pravilni. Sicer zdaj, ko si tako razlagala, mislim, to gre res čez veliko sit, ampak kljub vsemu je relativno hitro stvar objavljena iz vaše strani. To je verjetno že uigranost ekipe ali ljudi, s katerimi potem, neka dejstva tudi preverjate. Vem, da sodelujete z več strokovnjaki. Imate verjetno, razmišljam, da dejansko tudi ti, ko eno stvar preverjaš, moraš imeti tudi takoj argument nekega strokovnjaka, ki pa včasih tudi on zaseden in ne more takoj podati,
Ja, mislim to, ali je hitro objavljeno ali ne, odvisno, koga vprašaš. Recimo, pač, če bi vprašali novinarja, ki dela v nekem dnevnem uredništvu, bi rekel, da pač smo mi absolutno počasni. Ampak pač to je tudi zaradi narave našega dela in niti v bistvu pač naše delo se ne more primerjati s klasičnim novinarskim delom, ker pač delamo na drugačen način. Naši cilji, ki jih želimo z našim delom doseči, so mogoče rahlo drugačni. Tako da, ja, pač smo pa res uigrana ekipa, oziroma imajo tudi ljudje, ki k nam pridejo na novo, jih res uvedemo v delo, imajo možnost, da jih mentoriramo, da jim pokažemo stvari, tako da se potem tudi lažje uigrajo in da delo bolje teče. Omenila si mentoriranje, pa se mi je porodilo. Kaj misliš, da je največji izziv, oziroma kje vidiš tisto, ne vem, če je pravi izraz, napako pri mlajših generacijah oziroma študentih, ki so na nek način navdušeni nad vašim delom, ko pa ga preizkusijo v praksi, pa vidijo, da zadeva ni tako enostavna? Ja, jaz bi rekla, da mogoče jim je najtežje se pač poglobiti v eno stvar oziroma jo napisati res natančno, ker se mi zdi, da tudi zaradi teh družbenih omrežij, ker smo že skoraj vsi navajeni na nek format vsebin, ki so kratke, hitre, da je vse hitro podano, ne vem, tako res na nek poenostavljen način, in potem jim je mogoče včasih se težko, ne vem, usesti za računalnik, prebrati daljši tekst, prebrati raziskavo, s katero bi recimo utemeljili lahko oziroma jo uporabili kot en argument za preverjanje trditve. Tako da ja, mogoče malo manjka, pa ne samo študentom, da ne bomo zdaj krivični, ali pa nekomu, ki pri nas začne delati, tudi ostalim. No. Res, jaz tudi že pri sebi opažam to pomanjkanje tako pozornosti in sposobnosti, da se res umirim in da se poglobim v eno stvar, no, pri delu. Ja, bi se strinjala s tabo, da imam jaz isto težave, da včasih bom rekla tudi, da mogoče, ko si preutrujen ali pa pred stresom, pa pač enostavno ti fokus bega, ne, in to ni v redu. No. Še posebej pri vašem delu, mislim, vi, ali pa ti kot urednica Razkrinkavanj, tu je res zelo težko držati ta fokus. Ne. Kako pa dejansko, kako zmoreš obdržati to fokus? Ker vem, mislim, vseeno si človek, vseeno si tudi ti utrujena, imaš svoje, ne vem, osebne težave, kakorkoli, ne. Kako si sposobna, da si 8 ur res dosledna, natančna in upravljaš delo 100% dobro? Ker vemo pač, če pride do napake, seveda še so za tabo ljudje, ki lahko preverijo, da zadeve držijo, ampak kaj, če pride do napake? Jaz mislim, da imamo na Oštru tukaj dobro zastavljen sistem, s katerim pač s tem res rigoroznim preverjanjem preprečujemo, da bi lahko prišlo do takih površnih napak. Se pravi, ja, dobro uigrana ekipa in res med sabo komuniciramo, smo povezani in s tem preverjanjem zagotovimo, da do takih napak, tudi ki bi jih lahko naredil posameznik, recimo zaradi površnosti ali pa utrujenosti, ne pride. No? Ker gre res tekst, preden ga objavimo, čez toliko oči, da se te napake oziroma to vrstne napake se odpravijo. Koliko časa zdaj delaš že na Oštru? 2 leti in pol, skoraj 3 leta, po moje. Ja. 3 leta si že tam. Bi lahko, ali pa se morda spomniš kakšne zgodbe ali anekdote, ki se ti je najbolj tako vtisnila v spomin, pa izzove neka čustva, ali ti je posebna, ali bi jo lahko omenila, da je bila zanimiva? Da bi prav ene anekdote, zdaj se ne spomnim, ampak recimo vedno so mi zanimivi ti primeri, ki imamo tudi trditev, spravi recimo lažni oglasi, ki so lažni oglasi za zdravila, v katerih ti, ki jih pač naredijo, zlorabljajo ime in podobo nekih znanih slovenskih osebnosti, recimo so to lahko znani zdravniki, igralci ali pa kaj podobnega, in mi je vedno zanimivo potem, ker mi pač potem ljudem, ki so bili nekako zlorabljeni v teh vsebinah, jim tudi javimo, lejte, vi ste se pojavili v tem oglasu, tukaj trdijo, da ne vem, ste vi znašli zdravilo, ki bo v enem tednu popolnoma očistilo žile, in ali lahko potrdite, da ste to res vi rekli, oziroma kako je zdaj s tem. In mi je vedno zanimivo, kako so potem ti ljudje so hkrati ogorčeni, ampak tudi hvaležni, da smo jih na to opozorili,
ker v bistvu ne vejo, kaj narediti. No? In jim je nekako v bistvu neka uteha tudi, da se nekdo s tem ukvarja in da je nekdo to opazil in da bo javnost obvestil o tem, da pa mogoče ni čisto verodostojna vsebina. Kljub samo, mislim, dosti raziskujete kakšne take zgodbe, pa sem že omenila, pa vseeno gre za neke bolj včasih preverjanje kar, vam rekla, težkih ali pa zanimivih dejstev, ki pač tudi sprožajo neki odziv v javnosti. Ali naprimer po tistih 8 urah, ko prijaš domov, lahko odklopiš stvari, pač rečeš, ok, služba je služba, ali jih nosiš domov, premišljuješ? Se mi zdi, da vsak novinar pač je le tak način dela in da si ves čas obkrožen z nekimi informacijami, si ne moreš pomagati, da ne bi, ne vem, tudi ko gledaš poročila ali pa sam brskaš po novicah tako za svojo uporabo, da ne bi zastrigel z ušesi ali pa da ne bi, ne vem, da ti ne bi oko trzalo, ko nekaj prebereš. Ampak jaz sem v bistvu se nekako čez ta proces, ker sem vendarle že 2 do 3 leti približno na Oštru, se naučila, da pač moram se pa na silo odklopiti, ne vem, ali moram si na silo dati telefon stran, v smislu, da ga moram zapreti v predal in tako, da res ne gledam, da moram res po tej eni določeni uri tako izklopiti računalnik in ne biti več vpeta v ta delovni proces. No. Včasih je to težko, še posebej recimo v času, kot je zdaj, ko smo pred volitvami in se res dogaja ves čas nekaj, no. Ampak ja, nekako se mi zdi, da se potem iz izkušenj naučiš, da se moraš odklopiti, če želiš biti potem tudi kakovosten in zbran in delati kvalitetno. Bi lahko rekla, da se je odnos javnosti do tega preverjanja oziroma do fact-checkinga, da se je v zadnjih letih spremenil? Ja, definitivno. Jaz mislim, da ko je Oštro leta 2018, pa recimo 2019, ko se je začelo razkrinkavanje, s tem začel, je bil v bistvu pionir na tem področju v Sloveniji. In takrat se je res še poznalo, da ne samo politiki, ampak recimo tudi druge javne osebnosti, ki nastopajo v medijih ali pa v drugih nekih teh javnih občilih, se niso še zavedali, da bo nekdo to, kar bodo oni izrekli v javnosti, preveril. Zdaj pa recimo že vidimo, kaj se pravi, 4-5 let potem, kako so se res retorično toliko izboljšali, nekateri ne vsi, da jih je v bistvu že težko preveriti, zato ker se zavedajo, da je nekdo nekje v ozadju in da bo mogoče lahko ne vem, jim postavil vprašanje, kje ste pa to informacijo zasledili, mi smo pa ugotovili to, odkje pa vam taka informacija. Ne? Tako da so že, bi rekla, s tem, ko se je razvijal fact-checking v Sloveniji, so se tudi ti, ki so v ta proces vključeni oziroma so nekako tisti, katerih trditve se preverjajo, že toliko izšolali, da je včasih, ne bom rekla, da jih je nemogoče preveriti, ampak da je delo oteženo. Kaj pa, če bi tako čisto pavšalno rekli, ne pavšalno, ampak tako povprečno, no? Kak je odziv ljudi, naprimer, ko vi jih pač pozovete, če pač je neko informacijo, ko vi preverjate, oziroma neko izjavo, ko je nekdo dal, kak je ponavadi odziv? Čisto odvisno od človeka oziroma od osebe. Nekateri so dosti prijazni, tako se nam celo zahvalijo, da smo nekaj pogledali in včasih potem tudi popravijo to zadevo. Zdaj nekateri se ne odzovejo sploh, drugi se pač odzovejo ali pa nekako branijo z nekim napadom. Tako da ja, odvisno od osebe. No. Nimamo nekih da bi rekla, da je pa samo odziv ene vrste. Ja, seveda pač ljudje različno odreagiramo. Dejansko pa vi, kolikor pač sem razbrala, mislim, koliko sem pač videla, dejansko vi vse o tem poročate. Vi, ko imate pripravljeno, pač, ko preverjate to eno dejstvo, tudi te zadeve vse nanizate v samih prispevkih. Tako ja, seveda, ker pač nekdo, ki smo ga vključili v prispevek oziroma ko smo preverili njegovo trditev, zdaj to niso, da ne bo pomote, mogoče se zdaj sliši, da so to samo politiki, ampak ne, mi tudi preverjamo recimo zadeve, ki so na družbenih omrežjih in jih je pač objavila čist oseba, ki mogoče drugače ni javno izpostavljena, je pa res, da pri tem gledamo, da ima zadeva dovolj pač
delitev, da je dosegla velik krog ljudi, zato da pač potem upravičimo tudi ta javni kontekst javnega interesa, ne, ki mora biti izpolnjen, da se lahko neke zadeve lotimo. Ravno to je bilo moje vprašanje. Kako izbirate teme? Tu si me lepo dala istočnico, to me zanima. Ja, to sem že mogoče prej tudi omenila, se pravi, teme izbiramo naključno, analiziramo objave v različnih slovenskih medijih, lahko tudi na družbenih omrežjih in pa spremljamo recimo tudi te razprave, ki so v Državnem zboru. Tako da ne bova rekla zdaj, mislim, da bi rekli, smo pa res politično obremenjeni, mislim, ne obremenjeni, gledamo samo na politiko, ampak ne. Dejansko vi gledate tematiko, ki je mogoče sprožila neki javni odziv, da je tudi na družbenih omrežjih, da vidite, da res prihaja do nekega tako rekoč zavajanja in rečete, ok, to je pa zadeva, ki bi se dalo preveriti, da pač obvestimo javnost, kako zadeve stojijo. Ja, po zimi recimo zdaj opažamo, je tudi več teh dezinformacij ali pa napačnih informacij o kakšnih zdravstvenih tematikah, cepljenje in tako naprej. Pa tudi, kot sem že omenila, ti lažni oglasi, recimo za kakšna zdravila, za nepremičninski oglasi, za stanovanja, ki naj bi bilo stanovanje v Šiški, v resnici pa potem ugotoviš, da je na fotografiji Airbnb, ki se oddaja na Češkem. Kako pa, naprimer, kako zdaj veste, da je glih to na Češkem? Kako je ta postopek? Kako ljudje lahko rečejo, zdaj je oštro, pa zihar ve, kako ste do tega prišli? Se pravi, zasledili smo oglas na eni od teh nepremičninskih platform, na kateri se oddajajo stanovanja, oziroma nas je bralka opozorila na, no. Potem seveda v nepremičninskem oglasu so fotografije tega stanovanja, ki smo jih mi z uporabo orodij za obratno iskanje fotografij. To v bistvu lahko vsak sam pri sebi tudi uporablja ta orodja, recimo Tinaj, Googlovo orodje za obratno iskanje fotografij. In smo potem te fotografije dali v orodja in nas je pač ta naš obširni splet nas je pripeljal do fotografij oglasa za turistično stanovanje, ki se dajo v turistične namene v Pragi na Češkem, ki so bile identične pač oglasu tistim, ki so bile v oglasu na nepremičnine. In potem smo še seveda poskušali stopiti v kontakt z tem, ki je to domnevno stanovanje v Šiški oddajal, na kar se pač ni odzval na našo prošnjo za odziv. Seveda pač to je spet, kot sem že preomenila, eden od normalnih odzivov na to, ko mi pač vprašamo. Ampak je oglas potem se umaknil ali se? Ja, oglas je bil umaknjen. Tako je ugotovil, da dejansko hop. Ja, v bistvu je bil že v tem procesu, ko smo mi pisali članek, umaknjen, ni bil recimo po objavi. Ampak zaznal je, da v bistvu novinarji so zavohali njegove nečedne. Mislim, se niti ne vemo, ali je bila oseba za tem. Ker je bila sicer tam je bila neka profilna slika z tako posameznika, ampak pač sej danes je že imamo tudi umetno inteligenco in tako naprej, tako da v bistvu se lahko neka dezinformacija, napačna informacija širi tudi brez nekega človeškega faktorja, ne? Oziroma z zelo majhnim vplivom človeškega faktorja na njeno širjenje. Kako na ostro gledate na AI? Nismo ravno ljubitelji v smislu, da bi se ta orodja uporabljala za novinarsko delo, čeprav lahko tudi se. Jaz sem osebno mnenja, da pač ne moramo gledati na umetno inteligenco kot na neko zlo, ki bo pa zdaj, ne vem, vsem pobralo službe in zato ne bomo mi več imeli dela. Z uporabo umetne inteligence se da ustvariti tudi recimo dezinformacije in veliko je tega manipuliranja s fotografijami. Imeli smo recimo primer po tem občinskem ukrepu na mestni občini Ljubljana, da se prepove spontane ulične nastope, na kar smo na Facebooku zasledili pač objavo, da bo pa vseeno v Ljubljani, mislim, da je bilo to že v času božičnih praznikov, nastopil en metal band. In je bil, se pravi, postavljeni so bili tam na Prešernovem trgu, no, da naj bi oni pa zdaj igrali kljub temu ukrepu.
In smo potem ugotovili tudi s pomočjo enega profesorja z fakultete tega FERI Univerze v Mariboru, na katerega se velikokrat obrnemo, ko delamo tematike, ki so povezane z umetno inteligenco, zato ker ta orodja, ki obstajajo tudi na spletu za preverjanje tovrstnih vsebin, v bistvu niso dodelana do te mere, da bi se lahko zanesli na njih. In je tudi on takrat sam povedal, kar smo napisali tudi v članku, da je v bistvu fotografija, ki je lažna, ampak je zelo dobro narejena, tako da se v bistvu zelo težko prepozna, da ni resnično oziroma se to ni zares zgodilo. Smo pa potem v bistvu še sami vseeno izvedli ta nek novinarski research, še pred tem, preden smo stopili v stik s strokovnjakom, ko smo pač pogledali, kateri dejavniki bi pa lahko kazali tudi na to, da se ta dogodek ni zgodil. Obrnili smo se na Mestno občino Ljubljana, takrat vseeno vprašali, ali ste imeli informacijo, oziroma je do vas prišla kakšna informacija, da bi se ta nastop dogajal, ker mislim, da so to zanikali. Pa potem najbolj zanimivo pa je, da smo opazili, da so barve lučk je drugačna bila na fotografiji, kot je bila dejanska barva teh novoletnih lučk takrat v Ljubljani. In je šla sodelavka v bistvu potem tudi sama pogledati v živo, da se je prepričala, naredila tudi fotografijo, ki je pač dokazala, da lahko že iz barv lučk na fotografiji ugotovimo, da pač tukaj nekaj ne bo držalo. Ampak to je zdaj bila res že, ko si prepovedovala, to je kar ena obširna raziskava bila zdaj. Če pa se greva v kožo nekega bralca, ko nima teh veščin in znanj, je pa to kar zelo težko. Tako da dejansko je zelo hitro lahko zaveden, da gre za, verjame, da je fotografija pravilna. Ne? Res je, ja. Včasih se mi zdi, da rečemo, ja, pa se to bodo starejši, mlajši bodo že vedeli, pač ne, tudi recimo pri nas, ki je mlajša ekipa. Jaz sem mogla tudi 3-krat pogledati, da sem bila tako, a to je res umetna inteligenca. V bistvu, ki imaš znanja pa veščine, ki si šla čez marsikero izobraževanje, dejansko si že prišla do tega, da pa pač moramo že res zelo dobro premisliti, da rečemo pa preveriti, če je AI ali ni. Ne? Ja, ker res v teh parih letih je ta tehnologija tako napredovala, da še strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, so res presenečeni nad tem, kaj lahko naredi in kako dobro. Bi pa za, tiste, ki mogoče nimajo te komunikološke izobrazbe ali pa pač niso toliko vešči te tehnologije, predlagala, da se pravi, kako pristopiti do tega, da lahko že sami preverijo vsebino. Prvi korak, da si pač zastavi neka ta klasična vprašanja, kdo je rekel, kaj je rekel, kje je rekel, v kakšnem kontekstu, in da se pač že s tem nekako naredi, da se izpostavi neka kritična distanca do trditve ali pa mogoče do neke vizualne podobe, da se res stopi korak nazaj in se pač pogleda na to zadevo z neke distance. Rada rečem, da nas na to, kako pomembno je na stvar previdno in pa res tako kritično pogledati, lahko spomnejo te optične prevare. Ne vem, ko bom pogledala z leve strani, bo na fotografiji zajec, recimo. Če pa pogledaš malo z druge strani, bo pa izgledalo, kot da je raca. Dobro, to je zdaj neka prispodoba, ampak moj namen tukaj, pač kaj hočem povedati s tem, je, da ne smemo takoj skočiti na prvo žogo, pač včasih nekaj slišimo ali pa preberemo in si takoj ustvarimo mnenje o nečem, ki pa ni nujno, da je skladno z dejstvi. Tako da se mi zdi, kako lahko to nekdo, pač nek navaden človek to prepreči, da do tega pride, je, da pač stopi korak nazaj in pač res pogleda zadevo z distance in se vpraša mogoče, v kakšnem kontekstu pa je bilo to izrečeno ali pa v kakšnem kontekstu je to nastalo. Je mogoče kdaj bil, da ste imeli kakšen primer, da bi lahko rekla, da ste kar daleč že prišli, ali je bilo že objavljeno ali še tik pred objavo, pa vas je potem nekdo prepričal, tole pa, kjer ste, je pa napačno? Se je že zgodilo, ne vem zdaj spet natančno primerov, ampak seveda pač tudi zaradi tega procesa preverjanja je že prišlo do tega, da to je sicer do tukaj v redu, tukaj naprej pa pač ni primerno za objavo. Ni nujno velikokrat je to zaradi tega, ker pač ugotovimo, da mogoče enih stvari ne moremo
preveriti do te točke, do katere bi bila potem objava tega verodostojna. No. Kak je pa potem vseeno občutek? Veš, ti si vložila ful dela, truda, dala si vse od sebe, zdaj pa urednica pa reče, Nina, ne bo objavljeno. Ja, pač ni najbolj prijeten občutek, ampak to je del novinarskega dela. To mislim, da se ne dogaja samo pri nas, tudi v drugih medijih. To je nekaj, česar se moraš v novinarstvu navaditi in se mi zdi vseeno, pozdravljam to, no, da se nekaj vseeno ustavi in se reče, lej, ne, bomo pa pač drugič ali pa na drugačen način, kot pa da bi nekaj objavili samo zaradi tega, da bo objavljeno. Dejansko dosti krat v kakšnih, bom rekla, komercialnih medijih ali pa bolj teh rumenih medijih, pa dejansko njim je časovna komponenta, pa tudi potem seveda, da malo bolj dobijo odziv publike, ne, ravno nasprotno kot vi, ne. Oni bo raje objavili, da dobijo čim več všečkov, komentarjev, debate na Facebooku in na drugih družbenih omrežjih, ampak vidi se pač namen samega medija, kako je pozicioniran oziroma kaj želi doseči, ne. Spomnim se, da sem bila enkrat na eni konferenci, tam je bila predstavnica, če se ne motim, Lidla, in je rekla, ja, da dejansko je kar izziv, ne, ko naprimer imajo kakšne odpoklice nekih izdelkov, ne, dejansko potem te mediji pač objavijo, ne, na koncu članka pa napišejo, ja, prosili smo za odziv predstavnikov Lidla, ne, ampak ga še nismo dobili in ko ga dobimo, objavimo. Ampak dejansko oni so članek imeli napisan, njim so poslali, pač se vemo, ne, da se jim malo zaščitiš, ne, pošlje novinarsko vprašanje, pa dejansko članek že objavi, sploh ne čaka na tisti odgovor oziroma nimajo sploh časa, da bi, ne vem, sej v eni uri ne moreš kar takoj odgovoriti na vse stvari. Dejansko pa na nek način zdaj kaj dela se pa, bom rekla, škoda, ne samo pač, ja, podjetju, ki ni imela možnosti odgovoriti, pa v končni fazi tudi bralci, ne vem čisto točno, kaj imajo potem od tega, ne. Kaj meniš v poplavi teh, zdaj prej smo že govorile, letos nas čakajo dvojne volitve, se mi zdi, da bo letos teh poplav, takih in drugačnih informacij, v velikih valih bo prihajalo. Kaj misliš, da je bolj težava, pomanjkanje znanja ali prevelika količina teh? Oboje, zato ker, kot vemo, pač prej sem že omenila, danes živimo v dobi po resničnosti, to pomeni, da v bistvu informacije, ki so doslej veljala oziroma so bila splošno sprejeta za dejstva, da danes temu ni več tako. Zato, ker tudi zaupanje v institucije, ki te različne informacije podajo, zelo upadlo. Kot vemo, ne, velik tehnološki razvoj je prinesel nam internet in internet je povzročil, da se informacije, dobre, slabe, lažne, resnične, danes širijo z zelo veliko hitrostjo. Poleg tega pa so z internetom prišla tudi družbena omrežja, ki pa delujejo po principu algoritmov, ne. In zdaj, zakaj mi radi rečemo, ja, jaz pa zdaj, ko bom, ne vem, brskal po Instagramu, pa po teh kratkih videoposnetkih, pač ne bom nič delal, bom se odklopil, ne. Ampak v resnici se mi ne zavedamo, ali pa redko kdo se zaveda, da s tem, ko brskamo po družbenih omrežjih, dajemo tem platformam dve zelo pomembni valuti, s katerimi razpolaga vsak izmed nas, to je naš čas in naša pozornost, ne. Zdaj, če pa v to enačbo nekako dodamo še denar, potem ugotovimo, da naš čas krat naša pozornost je denar za te platforme. In seveda več kot enega ali drugega namenimo njim, več bodo oni imeli finančne koristi od tega. Zato so tudi informacije ali pa vsebine na teh družbenih omrežjih zastavljene tako, da nam algoritmi servirajo to, s čimer nas bodo čim dlje zadržali pri neki vsebini. Zdaj, zaradi tega so pa potem te vsebine lahko tudi, ne vem, igrajo zelo na čustva, potem so take, ki algoritem vidi, kaj mi všečkamo in nam potem ves čas servira samo to, kar je nam všeč, ne. In potem pridemo do te situacije, ko se znajdemo v nekem mnenjskem mehurčku,
ko smo obkroženi samo z informacijami, s katerimi se strinjamo in ki so nam všeč. Po drugi strani smo pa obrnjeni stran ali pa ne vidimo tega, s katerim se ne strinjamo, pa mogoče tudi drži ali pa je prav tako verodostojno, ne? Poleg tega spet ta emocionalna nabitost. Zakaj so dezinformacije tako uspešne? Zato, ker velikokrat igrajo in ciljajo na čustva. Ker če bo nekaj pri nas vzbudilo čustveno odziv, recimo jezo, žalost, strah, bomo mi o tem želeli več izvedeti ali pa se bomo več časa zadržali pri tej vsebini. Tako da to je vse nek tak povezan krog, ki pa se ga seveda na prvo žogo ali pa na prvi pogled niti ne zavedamo. Ne? Bi upala trditi, da se velika večina ljudi tega oziroma uporabnikov družbenih omrežij ne zaveda? Ja, bi. Zato, ker to je res, jaz tudi tega nisem vedela ali pa nisem bila toliko ozaveščena o tem, dokler se nisem začela o tem izobraževati in dokler nekako v procesu izobraževanja nisem izvedela o teh pojavih. No. Ja. Kaj pa meniš, kaj bi se moralo spremeniti na ravni družbenih omrežjih, da bi bilo tega zavedanja manj? Težko bi rekla, da se bo na ravni družbenih omrežij glede tega, kaj posebej spremenilo. Je verjetno bolj ključno, kako uporabniki odreagirajo. Ja, pa tudi zato sej določena družbena omrežja imajo neke mehanizme zastavljene, s katerimi preprečujejo, da bi se dezinformacije na njih širile v velikem obsegu. Pa recimo, ne vem, dajo kakšne opombe. Omrežje X je eno, recimo takih, ki zdaj daje bralcem neke opombe, poglejte po teh in teh informacijah, pa vsebina mogoče ni ravno točna. Ni sicer najboljši primer to omrežje, ampak se mi zdi najbolj enostaven primer za izpostaviti, ker vemo, da so odzad določene druge težave. Ampak sem že omenila, da bodo imele platforme od tega, ko nam servirajo take informacije, žal finančno korist. In vemo, da ko enkrat pride do denarja, se potem včasih to, ali je ta učinek za dobrobit ljudi dober ali ne, potem izgubi to zavedanje. Zanima me, kaj je po tvojem mnenju, kje so tiste 3 napake, ki jih ljudje naredijo, ko delijo informacije? Sej družbena omrežja tako delujejo, da se zadeve ali komentirajo ali pa delijo med svoje uporabnike. Kaj misliš, da so pač tiste 3 napake? Ne vem, če so ravno 3, ampak najbolj ključna je, da pač nimajo te neke kritične distance, ne premislijo enkrat ali pa 2-krat, preden neko stvar delijo naprej. Ne vem, prebere nekaj, ga ujezi ali pa jo ujezi in potem takoj na prvi klik on že to naprej deli z drugimi. Medtem ko pač, ker mu ta jeza ali pa ne vem, strah zaslepi to neko sposobnost kritičnega mišljenja ali pa bom rekla mišljenja s trezno glavo. In enostavno potem takoj deli to vsebino, ki pa potem dovolj hitro, kot sem že preomenila, zaradi same neke arhitekture teh družbenih omrežij in pa algoritmi, ki so za njimi, ne, doseže druge uporabnike, ki so seveda istega mnenja. Načeloma bo hitreje in bolje doseglo somišljenike, ki jih je ta zadeva prav tako ujezila ali pa jih prestrašila. Ena izmed, mislim, ko sem jih tudi opazila, ljudje, ko naprimer delijo kakšne objave, spet imamo malo bolj fokusa na Facebooku, se mi zdi, da se mi zdi na Facebooku je kar dosti teh, mislim, je najbolj pogosto to deljenje in izražanje nekih mnenj, ne, da dejansko delijo objave, ki ne pogledajo niti datuma, ne, ki so v bistvu zastarele, ampak oni jih delijo in v bistvu spet še ta informacija, ker gre naprej, ne? Pa sploh več ne velja. Ne? Točno to, ja. Pred časom se spomnim tega primera, ko je recimo v javnost prišla informacija, da sta se na Kongresnem trgu stepla 2 migranta. Ne? In potem se je policija že sama obvestila, potem ko je prišel ta boom v javnost, da res gre za posnetek pretepa, ampak da sta tukaj ključni 2 informaciji, da se je ta pretep zgodil
eno leto nazaj, ali pa oziroma že nekaj časa nazaj, ni bilo to recimo včeraj, ali pa v tistem obdobju, ko so ljudje, ki so to informacijo širili, trdili. In pa, da v bistvu ni šlo za pretep med migranti, ampak sta bila to dva slovenska državljana. To so v bistvu že potem eni malo v svoje namene izkoristili to, pa pač potvorili vsebino slike, video posnetka ali kakorkoli. Ja, včasih recimo lahko rečemo, da lahko je odzad neki ta zlonameren namen, da se s to informacijo škoduje, lahko je to posameznik, organizaciji, neki družbeni skupini, konec koncev lahko to celi državi. Po drugi strani, tukaj moramo ločiti, se pravi, med dezinformacijami, ki so lažne informacije, za katerimi je ta zli namen ali pa nek škodoželen namen. Po drugi strani imamo pa tudi napačne informacije, v angleščini temu rečemo misinformation, ko pa gre za napačne informacije, ki pa so bile ustvarjene zaradi površnosti. Ker enostavno pač človek ni, ali pa kdorkoli jih je pač ustvaril, ni za sabo prebral, oziroma se je prenaglil pred tem, ko je nekaj delil z drugimi. Ne? In potem pride v tem kontekstu do napake. Zdaj, dostikrat je tudi, spet v tem letu bo verjetno več tega, imamo neke mnenjske voditelje oziroma osebe, ki pač so javne osebnosti, ki pa ta družbena omrežja tudi izkoriščajo v sebi v prid oziroma pač želijo nekako sporočiti svoje namene, mnenje, videnje. Ampak vidimo, da tudi dostikrat pride pri njih do enostranskega mnenja, ljudje pa tega ne vejo najbolj ločiti, opredeliti kakorkoli. Ja, tukaj se je treba zavedati, oziroma se je treba vprašati, kdo informacijo ali zgodbo pripoveduje. Ker vemo, da recimo, ko komuniciramo v javnosti, načeloma se držimo neke nevtralnosti. Je pa res, da so v ozadju neke izjave vedno določeni interesi. Če damo primer, ne vem, kakšni lokalni ali pa nacionalni politiki, ki so bili izvoljeni, v teoriji zagovarjajo interese volivcev, v praksi pa vemo, da jih velikokrat, ne vedno, ampak velikokrat vodijo lahko različni drugi motivi. Potem podobno je tudi pri medijih. Ne? Mediji naj bi bili, oziroma veliko jih trdi, da so neodvisni, vemo pa, da je pač hočeš nočeš, oziroma odvisno, kakšne vrste mediji si, oziroma za kakšno vrsto, bom rekla, načina delovanja se odločiš. In za tistimi, ki recimo so komercialni ali pa ki so za financiranje odvisni od podjetij in tako naprej, vedno je v ozadju neka ta bojazen, da pač na to, kaj nek medij objavi, je tudi v presoji oziroma na to velikokrat vplivajo njihovi financerji, pogosto oglaševalci. Kaj bi rekla, kako bi opredelila, tako bom formulirala, kako bi opredelila medijsko pismenega državljana? Medijsko pismen državljan je nekdo, ki bo prebral neko informacijo in je ne bo takoj vzel kot, ne vem, to je pa neizpodbitno dejstvo, to pa, če je pa nekaj objavljeno v medijih, je pa res, ali pa ne gre zdaj tukaj samo za to neko distinkcijo drži, ne drži, imamo tudi različne druge načine, kako je lahko verodostojnost omajana, recimo ali je nekaj manipulativno povedano, ali je nekaj predstavljeno v napačnem kontekstu, lahko gre, kot sem rekla, za neko sleparsko vsebino, da je nek lažni oglas, prevara in tako naprej. Torej, se pravi, če si medijsko pismen, ne boš takoj verjel neki informaciji, ampak boš pred tem naredil nek svoj mali novinarski, bi lahko rekel, research, sam pri sebi, ko boš pač se vprašal, kdo je to rekel, kje je to rekel, v kakšnem kontekstu je to rekel, ali ne vem, nekje drugje sem pa slišal drugače, kot je bilo tukaj povedano, kaj je zdaj od tega prav. Misliš, da
veliko je govora, bom rekla tako, veliko je govora o nekem ozaveščanju, o dezinformacijah. Različne organizacije poskušajo z nekimi delavnicami, spletnimi oglasi, spletnimi stvarmi. Kar dosti je tega že. Bi moglo biti to še bolj aktivno, bolj vključeno v samo družbo? Jaz bi lahko trdila, na lokalnem nivoju je to zelo, zelo slabo. Ja, jaz sem zdaj mogoče tukaj malo subjektivna, ampak vseeno, ali pa imam neko poklicno deformacijo, meni se zdi zelo pomembno, da bi se o tem izobraževalo. Pa ne bom zdaj rekla samo mlado ali pa starejšo populacijo, pač nasploh, ker danes smo že vsi smo obkroženi z nekimi informacijami in jih prejemamo, jih dajemo naprej in tako dalje. In zanimivo oziroma dobro bi bilo, da bi se začelo izobraževati o tem ali pa še bolj izobraževati, ker s tem, ko tehnologija napreduje, s tem, ko so recimo ljudje ali pa akteri, ki širijo dezinformacije, tudi toliko bolj vešči o tem, kako se izogniti nekim posledicam ali pa kako nekaj zapakirati, povedati na tak način, da ne bo tega možno preveriti, je še toliko bolj pomembno, da so tisti, ki so v stiku s temi informacijami, ozaveščeni in da se zavedajo, da je lahko za temi trditvami nekaj v ozadju oziroma da je dobro biti na to pozoren. V sklopu Oštra, v bistvu sam Oštro deluje tudi tako, da imate tudi izobraževanja, delate delavnice. Delate v bistvu, izvajate delavnice samo za novinarje, kot medijske hiše ali tudi širše? Izvajali smo že delavnice za medijske hiše tudi, ampak smo pa hkrati imeli tudi izobraževanja ali pa neke predstavitve za recimo dijake, za tudi študente in pa profesorje. Tako da se razvijamo v tej smeri in nismo neki omejeni samo na določeno starostno skupino. No, kot sem že rekla, pač super je, da smo o tem ozaveščeni vsi. Seveda se neko ozaveščanje mogoče začne v šolah ali pa lahko bi se začelo pri mlajši starosti. Je pa tudi tako, da so to ene stvari, na katere mi kot novinarji ne moremo sami vplivati, ker je vseeno za tem, kaj se bo recimo določena šola ali pa učitelj odločil, da bo dal v učni program, odvisno tudi od različnih drugih dejavnikov. Kako pa je znanje, zdaj ko si omenila, da delate pač tudi študenti pa z drugimi skupinami, bolj me zanima študenti pa dijaki, kako dobro pa oni poznajo te orodja? Kak imaš občutek, ko si bila v stiku z njimi? Orodij niti ne poznajo, ker to zaenkrat so še dosti specifično, oziroma dokler jih mi nekako ne predstavimo, nisem imela veliko primerov, da bi jih ljudje že predtem poznali. Se pa zavedajo, pač tega imajo neko to žilico, da je treba stvari preveriti. Seveda ne vsi, ampak nekateri. Ne bom zdaj rekla, da pa je med mladimi oziroma med temi, ki smo jih mi izobraževali, že predtem ni bilo nobenega zavedanja, da pač so informacije lahko tudi neverodostojne. Ne? Da imajo to neko žilico, zavedajo se tudi, kaj lahko vpliva na to, kako je neka informacija predstavljena, niso pa popolnoma suvereni v tem področju. Kaj pa na primer so izrazili, kje v bistvu, verjetno so družbena omrežja tista, kjer zaznavajo največ teh nekih manipulacij, lažnih novic in tako naprej. Ali kaj so oni v bistvu izrazili? Ja, izpostavijo, predvsem dijaki, izpostavijo družbena omrežja in to, da opažajo pač, kako se hitro se vsebine širijo na teh družbenih omrežjih in da so lahko včasih tudi neverodostojne. Opažam, da tudi na komercialnih medijih prihaja do teh preverjanj dejstev. Načeloma bom rekla, pozdravljam to potezo, predvsem tudi zaradi tega, ker, kot si rekla, ko so začeli pač govorci, tisti javne osebnosti, ugotavljati, da dejansko njihove trditve se preverjajo, da vseeno nekdo je nad njimi, ki jih kontrolira, kaj povejo, oziroma da pač ne morejo kar tako, bom rekla, lagati oziroma kar ene stvari govoriti v nedogled, pač brez nekih podlag, nekih preverljivih dejstev. Kaj misliš,
Kakva bo prihodnost? So te, bom rekla, bolj tradicionalni mediji, no, ali pa televizija, časopis, lahko postanejo del rešitev ali so še vedno malo del problema? Ja, pač tudi v teh drugih medijih opažamo, da se pojavljajo preverjene dejstev. Mislim, da so k temu bili pač prisiljeni pristopiti zaradi časa, v katerem živimo, ker, kot smo že večkrat omenili, poplava dezinformacij oziroma informacij nasploh in se mi tudi jaz pozdravljam, da so k temu pristopili. Je pa tukaj treba poudariti, da imajo različni preverjevalci dejstev različne standarde. Zdaj ne morem jamčiti za druge, kakšne standarde imajo oni, lahko pa potrdim, da ima Oštro res visoke etične standarde in tudi druge strokovne standarde, kar se tiče preverjanja in pa proizvajanja teh vsebin nasploh, ker smo podpisniki kodeksa Evropske mreže preverjevalcev dejstev in pa tudi mednarodne. In zato, da smo tukaj podpisniki, moramo res izpolniti visoka pričakovanja in neke visoke pogoje, ki so na kar visoki ravni. Pa koliko vem, mislim, vi ste edini, ki imate to v Sloveniji. Tako, ja, edini podpisniki teh dveh organizacij v Sloveniji. Kako bi pa rekla, če pogledamo kot evropski nivo, kako daleč smo mi s tem v Sloveniji? Ja, ker obstaja ta mreža evropskih preverjevalcev dejstev, se pravi EFCSN, so seveda take organizacije, obstajajo tudi drugje po Evropi in morajo izpolnjevati iste standarde, kot jih recimo Oštro, ker so za vse, ki so podpisniki te mreže, standardi enaki. Koliko pa je v mreži, koliko je to vključenih teh? Je to velika mreža, kar široko po celi Evropi razpredena? Ja, kar po celi Evropi. Aha. Tudi recimo imamo na Hrvaškem podpisnike. Kot urednico razkrinkavanja pa me zanima, kakva je prihodnost razkrinkavanja, kako želiš, kaj si želiš v bodočnosti naprej kot urednica za svoje bralce, za ta projekt. Mislim, lahko pa še tudi omenimo, imate več drugih projektov, ki so zelo, zelo dobri. Mislim, jaz tudi sama grem dostikrat kakšne stvari pogledam, pa si rečem, kako dobro so to naredili. V bistvu, da je tudi zelo približano uporabniku, jasno in enostavno za uporabo. Ja, prihodnost razkrinkavanja je zdaj, upam, oziroma delamo na tem, da bo čim bolj svetla. Seveda pa vedno pač iščemo novo delovno silo, pač ljudi, ki bi se nam lahko pridružili in so mogoče tudi tekom tega pogovora spoznali, da bi jih to delo zanimalo, ker jih bomo res nekako počasi vpeljali v ta proces z mentoriranjem po korakih, ne? Da se ne bi kdo slučajno ustrašil, ne bo takoj dobil zapisati preiskovalne zgodbe ali pa da bi sodeloval pri preiskovalnem projektu, ki jih imamo ali pa ki smo jih že v preteklosti imeli, se pravi zdaj je najbolj aktualen Avtogrob, ko smo se podali oziroma so se kolegi podali na pot preiskovanja o tem, koliko nelegalnih odlagališč avtomobilov imamo v Sloveniji. Tu smo, da te prekinem, tudi mi dobili navdih in smo preverili še za Slovenske Gorice. No, in potem to je tudi super pri teh naših zgodbah, ker so v bistvu zastavljene tako, da si lahko tudi recimo manjši ali pa lokalni mediji pomagajo z vsebino, ki smo jo mi preverili ali pa o kateri smo mi poročali in jo potem prilagodijo deloma tudi za svoj prostor in svoje razmere. Potem imamo pa tudi detektor premoženja, kjer pa preverjamo iz javno dostopnih podatkov, ki so informacije o premoženju različnih političnih funkcionarjev pri nas. To v bistvu ste tudi že začeli s poslanci, ne ministri, ja. Pa zdaj kar potem počasi širite. Ja, začeli smo z ministri in pa z predsednikom vlade, zdaj smo pa že pri županih, pri čemer pač Slovenija ima zelo veliko občin, zato smo se osredotočili na tiste, ki smo jih izbrali po predlogu bralcev s pomočjo ankete. V tej anketi sem sodelovala tudi jaz. Super, nas veseli. Fajn je, da v bistvu probate vključiti tudi aktivno prebivalstvo, da na nek način dobiš občutek, da si vključen. Pa vseeno se mi zdi, da je premalo tega aktivnega državljanstva. Vseeno, če bi ljudje
izkazali svoje mnenje oziroma pač opozarjali na neke napake, tako kot si lepo tudi omenila, da bralka tudi pošlje ali pa bralec pošlje mail, vam napiše, gledajte, tam gre za neki komentar, lahko preverite, tam gre za oglas, lahko prosim preverite, ne. Da dejansko včasih ne razumejo, da mi ne moremo biti vse posod takoj zdaj in odreagirati, da pa cenimo tudi tiste informacije, ki nam jih oni dajo oziroma nam dajo predloge, potem pa mi že kot uredniški odbor se odloči, ali gre za preverjanje oziroma koliko lahko mi zadevo dejansko preverimo, ne. Tako ja, kakšne so naše zmožnosti, da lahko to sploh preverimo in če je sploh v javnem interesu. Zdaj bi se mogoče spet vrnila, ker smo malo zašli o tem, kakšna je prihodnost razkrinkavanja. Upam oziroma delamo na tem, da bo pozitivna, da se bo ekipa širila in da bomo še naprej proizvajali kakovostne vsebine. In tiste, ki jih mogoče to zanima, jih vabim, da se nam pridružijo. Ok, Nina, najlepša hvala. Menim, da če je kaj jasno po današnjem pogovoru, je to, da dezinformacije niso samo problem in zgolj problem interneta, ampak tudi naših navad. Kritično razmišljanje ne pomeni, da ne zaupamo ničemur, ampak da si vzamemo trenutek in da se vprašamo, kdo to govori in zakaj to govori. Vsak klik, delitev ali komentar soustvarja informacijski prostor, v katerem živimo prav vsi. Hvala, ker ste poslušali in naslednjič, preden boste nekaj delili, mogoče najprej premislite, preverite in šele nato delite. Nina, hvala še enkrat. Hvala. Ovtar24.si izvaja pobudo, ki jo podpira Inštitut za odprto družbo Sofia in jo sofinancira Evropska unija v okviru projekta Media Resilience. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča njihovih avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije, Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo ali Inštituta za odprto družbo Sofia. Niti Evropska unija, niti EACEA, niti OSIS ne morejo biti odgovorni zanje.